šel sem jest po 24 urah in sem najbrž glih najslabši na letu. V temle hotelu sem pa bil, ko sem bil prvič v Žabljaku. Dobro jutro. Evo, lejte, kakšen lep dan. Mislim, da tale namestitev imam na zelo dobri lokaciji. Čeprav sploh tu nisem vedel, ko sem rezerviral. Tole je tole. No, jaz danes sem tudi malo drugačen. Sem se naspal. Sem šel spat že ob 7, se mi zdi. Malo čez 7, pa sem spal do 6:30. Tako da sem se naspal. Zdaj je ura 7, grem malo dol do mesta, v Žabljak. Moram SIM kartico kupiti, moram najti hiter internet, ker tle ga ni. Pol pa malo okoli. Bo zanimiv dan, tako da glej do konca. Takole je pa videti center Žabljaka. Gužva za znord, tukaj ni možno, da parkiraš. Le hotel Žabjak. Tamle so neki restaurani za jest. Evo, tukaj sem pa zdaj kupil paket 500 giga za 10 evrov, tako da neverjetno pocen. Upam pa samo, da bo dobro delalo. No, na turist biroju oziroma Ticu so me pa malo razočarali. Nimajo čisto nobenih prospektov, da bi dali. Imajo en slab zemljevid, ki bi me ga rad prodali za 5 evrov. So pa hecni. Tu bi pa ja mogli imeti zastonj, to posod imajo, tako da hecno. Evo, šel sem jest po 24 urah in sem najbrž glih najslabši na letu. Tole je pasul, tale klobasa je tako trda, da jo tudi prerezati ne moreš, pa sem jo vsem probal, sem rekel, če že izgled ni buh ve kaj. Je morda pa dober. Pa ko sem stopil noter, sem se malo začudil, zakaj nobenega ni. Tako da redko kdaj se mi naredi to, da v slabo naletim, zdaj pa sem tako, da bom tole kar pustil pa šel. In tudi povedal jim bom, da je pol kurca vredno. Če boste šli v Žabjak, kjer je super, ne iti v tole restauracijo, ker je katastrofa. Ste videli, kakšno je bilo, popolnoma neužitno. No, pol pa, ko sem plačal, je pa še 10 centov se je kar samo vzela na pitnine. Saj ne vidim problem za 10 centov, ampak ko sem bil tako nezadovoljen, pojel sem samo polovico, pa da si še kar to dovolj, grozno. Tako da semle sigurno ne iti. Imenuje se pa restoran Duga, tako da nikakor je. Je pa to čisto v centru, lejte, čisto na glavnem križišču, tako da to res ne priporočam. V temle hotelu sem pa bil, ko sem bil prvič v Žabljaku. To je bilo leta 2006. Imam pa od takrat zelo zanimivo zgodbo, ki jo bom pa enkrat povedal, ki bom užival na mojem YouTube kanalu. Res zanimiva zgodbica. Zdaj, ko sem z delom končal, sem se odločil, da grem malo okoli. Tole sicer ni bil moj cilj, ampak ko sem se peljal k enem določenem cilju, sem videl en smerokaz za gostilno in to je ta gostilna, ampak nisem šel zaradi gostilne, šel sem zaradi tega, ker je bila tabla za jezero Jablan. No, bi pa še rad tule povedal, da sem tukaj že ta drugo žičnico videl, se pravi, tu so bile smučišča, ampak jaz sem že spodaj ugotovil, da tu ne dela več, zato ker so proge zarastle. Tle pa zdaj tudi, če pogledamo, ne, kako izgleda sedež, ne, tole že zelo dolg časa
ni bilo v uporabi. Pa škoda, ker je bil dober smučišče. Poglejte, kakšna super terasa s kakšnim razgledom, sicer malo veter piha, ampak noro, aha, tamle dol je pa tisti jezero, do katerega imam namenjati. Fantazija tole, fantazija. Zdaj grem peš do jezera Jablan. Izhodišče je tam sicer malo nižji dol v teli smeri, 500 metrov, ampak jaz sem se odločil, da avto pustim tlele pri tem lokalu, ker imam računalnik noter, da mi ne bi slučajno manj možnosti, da mi kdo ukrade, čeprav glih neke velike ni, ampak raj sem brez skrbi. Hoditi po takih stezicah, v zadju gledati čudovite gore, je pa en sam užitek. Prispel sem do Jablan jezera, bistveno je manjši, kot je videti na slikah, ampak to pa zato, ker zgleda je tudi tukaj suša in je vsaj ene 3 metre, več ga ponovata, lejte, celo račke tamle jih je en spodu, ene 3 metre je višji gladina, lejte, če tamle pogledate, pa tamle se vidi, tamle bi bil ful povečan na unem koncu. Sem pa še, lejte, napako naredil, zamudil sem, ne, vidite, v senci je, ki bi to sonce posijal, bi bilo veliko boljše. Ne vem pa, koliko je toplo, bom pol noge namočil, tukaj da vidim. No, drugače sem šel pa na dobro razgledno točko. Lejte, takole je, zgleda, da bo sonček posijal na jezero. Lejte, tlele gor sem mogel preplezati. Nič posebenega, če se enostavno da zaprijeti. Mogoče so pa samo oblaki bili. Lejte, že lepše ratuje, že lepše ratuje. No, drugače vam pa moram povedati še to, da tam zgoraj, pri tistem lokalu, ki sem rekel, da je tisti jezero od zadaj, tisti jezero od zadaj je bilo Črno jezero. In jaz sem šel celo proti njemu in sem naredil napako, nisem takoj pogruntal, pol pa le gruntam, da je malo predaleč, ker tam je pol ure pisalo, ne. No, pol sem pa tako malo diagonalno sem mogel iti. Sem pa ene 15 minut sigurno zgubil, ampak tu nima veze. Pot do sem je bila pa ful dobra, tako da kljub temu, da ni sonca, da ni cel jezero, sem ful vesel, da sem šel do sem. Evo, en gospod se je odločil, da gre zaplavati noter. Sicer pojma nimam, koliko je topla. Tudi ne morem ga približati, ker imam z GoProjem. Ampak zgleda, da se je tudi zakopati. Sonca ne bo, tako da grem jaz počas kar nazaj, pa da še kaj danes vidim. Bo pa malo težje priti dol, kakor je bilo gor. Tu je vedno. Ejte, pa še očala sem zgubil. Mislim, so mi pale dol, sem v srečo, da niso bolj nizko. No, tlele moram dol priti. Ker sem že tukaj, sem se odločil, da bom malo drona spustil, pa da vidimo, kakšen je videti to jezero iz zraka. Jaz sem skoraj prišel do avta. Z avtom sem prišel tle za menoj, ampak vidim tle tole tablo, panoramska cesta. In če sem že tukaj, bom jaz nadaljeval naprej. Ker sem že tukaj, ne, avto imam pa tamle parkiran 100 metrov gor, pri teli restauraciji. In sem sploh vedel, da ta cesta gor gre. Saj me poznate. Veste, da jaz rad kar grem mečke na slepo, kdaj imam srečo, najdem kaj zelo zanimivega, kdaj pa nimam, grem pa brez veze. Ampak, če črto potegnem, se splača. Wow, kam sem to prišel? Kanjon Tare. 200 do 250 metrov. Verjetno, da je to Tara. Jaz sem prej mislil, da je piva, ampak dobro, če piše, da je Tara, je Tara. Smo pa tu že kar visok, pa lejte, še gor grem. Po mojem, do tistega hriba gor pridemo, ki je neki
oddajnik. Cesta se je začela spuščati dol, po mojem v neko drugo dolino. Je pa premalo časa, ura je že, koliko pa je ura, 6:30, tako da sem kar obrnil, pa grem nazaj v Žabjak. Moram iti jest, lačen tako, se veste, nazadnje sem ju dober pred nekam 35 uram. Tist, ko sem prej ju tam, sed sem ratal, zato ker je bilo toliko za nič, da pol tudi apetita nimaš, ne. Tako da zato grem zdaj dol nekaj pojest, moram na internetu nekaj sigurnega najdeti, pa da se res najem. Zdaj bo pa že čas, da nekaj pojem. Evo, tole super vegetarijansko pico sem tlele dobil. Parkiral sem tamle čez cesto. Upam, da je dobra, ker lačen sem ke volk. Pica je bila odlična. Se pa veste, kaj se mi je še zgodilo. Tukajle sedim, pa pride ena družina, so me prepoznali, oziroma niso mene prepoznali. Gospod je rekel, da je avto videl in me je po avtu poznal in je rekel, mora biti Tomašnik je tukaj, in je malo okoli pogledal in me je videl tukaj za mizo. Tako da sem tega zelo vesel, sem pa pozabil temu gospodu reči, da naj me doda na Facebooku toliko, da sploh vem, kdo je bil. To no, tako da nič, zdaj sem pojedel, zdaj pa še malo stvari naredim, pol pa spat. Današnji dan je bil malo krajši, kakor običajno. Saj ste videli, veliko sem mogel stvari narediti, potem pa ni bilo čas neki za oglede. Prehiter je dneva konc, pač kaj čmo. No, jutri bo drugač, pa pojutrišnjem tudi zelo drugač. Sta dva zelo zanimiva dneva pred mano. Jutri grem na Bobotkov kuk, to je najvišji vrh Črne gore, pojutrišnjem pa na eno ful hudo, saj jaz mislim, da je, nisem še bil, panoramsko vožnjo po teh hribih, tako da bo super, tako da ta dva, naslednja dva videa nujno morate gledati. Drugač pa, enkrat v kratkem bom šel v živo na YouTube. Ne vem točno kdaj, ker je malo odvisno od signala, od časa in od vsega. Zato vas bi prosil, če imate kakršenkoli vprašanje v vezi tega mojega potovanja, dajte ga napisati v komentar in jaz bom potem to v liveu odgovoril, ker takole, če odgovorim v liveu, lahko bolj precizno, več časa si vzamem, pa tako naprej. Kdaj točno bo, kakor sem rekel, ne vem, ampak dajte vprašanja, zapište, pa drugače veste kaj še, pejte na moj Instagram, vsak dan objavim 2 do 3 lepe slikce, tako da tukaj na YouTube objavljam videe, na Instagramu pa slikce, in ker vidim res veliko lepih stvari, mislim, da so tudi slikce zelo lepe. No, poglejte pa, ocenite, napišite kakšen komentar, polajkajte, pa seveda, če me na Instagramu še ne sledite, me zasledite. Nič, to je to za danes, jutri je pa nov dan in se ga že veselim.